Nekoga bom za jajca obesil, mene nihče ne bo jebal, se je na Facebooku jezil Damjan Murko, ki so ga ob živce spravili, kot pravi, opravljivci, ki širijo lažne govorice. Bolj kot na novinarje, ki upravljajo svoje delo in preverjajo govorice, se jezim na ljudi, ki tako zelo radi stikajo po zasebnem življenju znanih osebnosti, meni štajerski Slavček, ki je prepričan, da ljudi, ki ga obrekujejo, pozna. Mislim, da so mi ti upravljivci zelo blizu, glede na to, da v članku piše, kako se žena na dvorišču igra z otroko in kako jaz zakrit hodim naokoli, se pravi, nekdo nas spremlja, nič ne skrivam, vse je možno javno preveriti, ne dobivam nobene socialne pomoči, nisem prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, na srečo lahko dostojno živim od glasbe in organizacije porok. Za svoje storitve izdajam avtorske pogodbe. Poglejmo. Torej, dragi moj Denis, jaz imam novo pesem, za katero sem besedilo napisal sam. Ob tem besedilu sem globoko razmišljal nate. Razmišljal si name. Kako? Da nekaj drugega nate. To je sledilo. Ne, to bo kasneje Denis, ko bo slišal besedilo. Tako da, Denči, dober posluhni temu tekstu. Denči, dober posluši. Denči. Ok, pa dajmo. Ko sem mislil, da ostal bom sam, da na svetu ni več pravih dam, se ona mi prikaže, vse se spremeni. Dolge noge, vitek, stas, božanski njen obraz, sem pristopil k njej in kar drhtil. Najraje bi tako jo vzel. Mislim, da je prava, dala bi mi vse. Kaj bi dal za takšno žensko, to se vendar ve. Reče mi, hej mala, bi ti z mano šla. Ona mi prikima, se v sobi srečava. Potem pa šok, o moj Bog, ko sleče se, saj to ni res. Saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis. Potem pa šok, o moj Bog, zbeži mi sobe, da se kar kadi. Ona pa za mano po hodniku, ne, saj ga ne bom tiku. Ponovno pozdravljeni, videli smo enega od nastopov štajerskega Slavčka. Pozabno. Ja, Vlado, jaz sem zdaj zbegan, če dovoliš. Ti si napovedal, da je Damjan Murko izjavil, da bo nekoga za jajca. Zdaj smo pa slišali iz pesmi, da samo da vidi penis, pa že speži iz sobe. Tako da to dvoje mi nekako ne gre skupaj. Jaz mislim, da je on en nakladač, da ne bo nobenega za jajca in da pač ni tako samozavestni glede svoje moškosti, kot sicer pravi, če ne se ne bi ustrašil pač tega penisa in ušel. Zdaj, če je pesem avtobiografska, tako kot pravi, zdaj lahko da ni, dopuščam možnost, da ni. Seveda Damjana Murka so razjezili Svet, žurnal, Lady, ki so objavili informacije o tem, da dobiva socialno pomoč in poje okrog za denar 700 evrov minimum za njegov nastop. Zdaj on se je razjezil, je rekel, da pač ni prejemnik socialne podpore. Oni so mu očitali, opravljivci, kot jih on imenuje, da živijo od socialne podpore, ki zapravlja za luksuzne stvari. Zdaj, Ivan, kaj praviš ti? Ja, ne vem, kako lahko od socialno podporo zapravlja za luksuzne stvari. Ta prva zadeva, ki mi ne gre skupaj. Drugo, če se vrnem samo na posnetek, vidim, da so se vsi lepo zabavali in mislim, da je to glavni namen tega početja. Naj uživajo, naj se zabavajo, ne glede na besedilo, ki je bilo očitno posvečeno Denisu. Kar se pa tiče, bom rekel, tega njegove socialne podpore, o kateri je govora, mene spet tisto, kar me zmeraj moti. Tisti, ki je to informacijo dal ven, naj pokaže dokaz, naj dokaže eno odločbo Centra za socialno delo, kar takole počez govoriti in nekoga obtožiti za neke zadeve ni prav. In če je to bil tudi novinar, jaz vem, kako novinarji reagirajo, ko njim stopiš na rep, in zaradi tega naj oni tudi bodo obzirni do drugih. In dokler jaz ne bom videl odločbe, da Murko res dobija
socialno podporo, tega ne verjamem. Povedal je, da pač svoje nastope zaračunava, da izdaja račune, oziroma kot je povedal sam, to obračunava kot avtorsko delo. In jaz upam, da je to vse pravilno in da davčna uprava ne bo imela nobenih pomislekov. Fantje pa naj uživajo, naj se imajo lepo in jaz sem v Murkotu, torej Murkota ne poznam osebno, bral sem marsikaj o njemu, ampak mislim, da je to vse bolj kot šov, predvsem pa dokaz ljudem, da pač zagrabijo vsako zadevo, ki se pojavi o njemu in očitno ima, vsaj do zdaj si mislil, da ima on zelo visoko toleranco in da ga te zadeve ne prizadanejo, torej za to socialno podporo ga je očitno prizadela in zato menim, da dejansko ne gre za socialno podporo. Zdaj, on je že takrat, mislim, da je v javnosti, ko je rekel, da je posodil denar Zmago Jelinčiču, mislim, da je rekel Zmago Jelinčič, da mu je on posodil to denar, ne, ali če se prav spomnim. Damjan Murko je pač, bi rekel, eden najboljših v Sloveniji v produciranju novic v samem sebi. Ne? In jaz ne bi dvakrat rekel, da ni on sam obvestil teh tabloidov, da prejema pač socialno podporo, zato da je zdaj lahko zanikal, da prejema socialno podporo. On dejansko pač se zelo uspešno dela norca iz samega sebe in očitno od tega tudi dosti dobro živi. Tako kot je rekel Ivan, če ima pač publiko za to in če s tem pač nobenemu ne škodi, tisti, ki pač imamo, bi rekel, drugo raven okusa, se mu pač izogibamo, ne kupujemo njegovih koledarjev, ne poslušamo njegove glasbe in pač mu ne kažemo svojih penisov, ko je z nami slučajno kje v sobi, da mu ni treba uiti. Zdaj tisti pa pač, ki jim to paše, pa naj še naprej mu sledijo, ne bi pa jaz iz tega delal kakšne velike zgodbe, ker še enkrat pravim, ni dvakrat za reči, da ni sam pač obvestil medijev o tem, da je spet malo si dvignil popularnost in se vrnil v pozornost, si vrnil medijsko pozornost. No. Zdaj Murko pravi, da mu na srečo še nikoli ni bilo treba po državno pomoč in da predvsem živi od glasbe, da za 20 minut zahteva približno 700 evrov, sicer on pravi še eno ničlo, da so pozabili. Njegova cena pa naj bi se gibala pri 500 evrih nastop. Pravi, da če si toliko let na sceni, je logično, da imaš neko svojo ceno. Pri postavljanju cene pa upošteva lokacijo, velikost publike. Zdaj, jaz predlagam mogoče še režiji, če lahko še pogledamo, kakšen njegov video oziroma glasbeni dosežek. Dobro, imamo samo ta posnetek. Človek je profesionalc, Vlado. Ta posnetek mi je bolj reklama za Aquafresh. Ne, ampak človek je profesionalc, Vlado Ivan. Lej, pač on oblikuje ceno glede na tržno stanje na trgu, tudi neke druge kriterije upošteva, kot si povedal, Vlado. Tako da, lej, vsa čast mu, mislim, jaz res ne morem biti do njega bolj kritičen, kot recimo do starlet slovenskih, ki smo jih tudi že obravnavali v oddaji, ne, ki pač po televiziji, celo v tujini, vesoljni srbski javnosti razlagajo, kako je pač bivši ljubimec hodil nazaj implantante in potem so mu mogle pač implantante v naravi vrniti. Tako da, mislim, glede na tist, bi rekel, da je Damjan Murko res relativno neškodljiv in jaz mu želim še naprej veliko uspeha pri njegovi karieri. Vidim, da je talentiran na večjih področjih in to je tudi dobro, ker ni pač odvisen samo, ne stav samo na enega konja, tako da vse dobro njemu pa njegovi družini. Če pa odkrije, kdo ga je pač snemal na dvorišču ali pa ženo pa otroka, pa se strinjam, da ga mora za jajca zgrabiti. Sam upam, da ne bo všel takrat. Zdaj, on pravi, da je šok, ne, se imenuje njegova nova skladba, pravi, da je šok, da obstajajo takšni, ki imajo vse njegove CD-je, vse koledarje, brošure, knjige. Zdaj, Ivan, koliko je pa v bistvu sploh izdajanje računov oziroma avtorskega dela preko teh v glasbi? Jaz ne bi razpravljal o tem, kar je on povedal, da dela preko avtorske pogodbe, kajti jaz vem, kaj je hotel povedati, ampak vem, da je to malo težje, glede na to, kaj on dela. Ivan, ti si edini, ki veš, kaj za mene je tisto, kar mi je največ, da je pač Damjan Murko človek, ki je v vseh mojih nastopih v VV Faktorju me najbolj nasmejal in sem bil, bom rekel, v tem tretjem delu ves čas nasmejan. Tako da jaz sem mu zahvalen za to, da mi je vse usta raztegnil. No, vsej po teh resnih temah se
pač prileže to, da se malo nasmejala. Ne bi pa zahajal v njegovo vodenje knjige, boš, da smo tiho. Jaz se vama zahvaljujem za vajne komentarje v nocojšnji oddaji Faktor. Hvala, ker ste bili nocoj z nami. Spoštovane gledalke in gledalci, vidimo se zopet jutri, do takrat pa, kot že veste, resnica boli, komentarje še bolj in ni vseeno, dokaj reče. Lahko noč.